Dober večer in prav lepo pozdravljeni na Slovenski matici. Hvala, da ste prišli v takšnem predprazničnem času se pokloniti našemu današnjemu predavatelju, izrednemu profesorju Roku Strgarju, specialistu za habsburško zgodovino Evrope in seveda tudi predavatelju, ki bo danes govoril o Ivanu Hribarju. Pokloniti ste se torej prišli tudi znanemu, uglednemu, cenjenemu županu, nekdanjemu županu ljubljanskemu, Ivanu Hribarju, čigar spomine je Slovenska matica izdala v 80-ih letih. In ker je bil prvi del spominov iz leta 1983 kmalu razprodan in nam je ostal samo še drugi del, smo sklenili, da ta prvi del ponatisnemo. Ta je šel pred kratkim, tako da sta znova na razpolago so moji spomini v kompletu, prvi in drugi del. Danes seveda tudi s posebnim popustom, tako da prvi del tudi podarimo, če bi kdorkoli želel kupiti drugi del knjige. Drugi del podarimo, če bo kdorkoli želel kupiti prvi del. Dovolite pa mi, da obenem pozdravim še vse tiste, ki nas vedno bolj številčno spremljajo preko sodobnih spletnih omrežij, zato ta dogodek tudi snemamo in bo seveda potem tudi na razpolago na aplikaciji YouTube, tako da si ga bodo lahko tudi vsi tisti, ki zdaj posvečajo pozornost čemu drugemu, tudi v miru ogledali. Zdaj pa predajam besedo našemu gostu, izrednemu profesorju, doktorju Roku Strgarju. Izvolite. Hvala lepa in hvala lepa tudi za vabilo, da nekaj povem o Hribarju in njegovih spominih. Hvala tudi publiki, da ste se v tem predprazničnem času odločili priti poslušati to moje predavanje temi, ki seveda ni nova in moram takoj povedati tudi jaz, kaj je zelo novega, na to temo ne bom mogel. Obljubim pa vsaj, da ne bom predolg. Torej, s Hribarjevimi spomini sem se prvič srečal v 90-ih letih preteklega stoletja, lahko rečemo v preteklem tisočletju, v času svojega študija zgodovine in dobrih 10 let po tem, ko je matica te spomine izdala v novi izdaji. Mislim, da sem jih bral na lastno željo in ne zato, ker bi bili ti spomini na seznamu obvezne študijske literature. Verjetno je šlo za en trenutni navdih, namreč potem, ko je razpadla Jugoslavija, sta se habsburška monarhija in njena zgodovina spet zdeli bolj zanimivi, bolj moderni. Branje Hribarjevih spominov pa je bilo izvrsten način spoznavanja z državo, ki se je takrat še precej držal sloves ječe narodov in je bila, to moram priznati, zame precejšnja terra incognita. Poleg tega je bila knjiga lahko dosegljiva, stala je namreč na eni izmed polic domače knjižnice, oziroma oba zvezka sta bila. Do konca sem prišel relativno hitro, če se pravilno spominjam, sem oba zvezka prebral v nekaj dneh, morda v kakšnem tednu. Tekst je napisan dovolj živahno, poln zanimivih detajlov in ni tudi brez polemičnih podtonov, do česar še pridemo. Tudi za bralce, ki se zgodovino ne ukvarjajo profesionalno, jih pa preteklost zanima, so Hribarjevi spomini nedvomno privlačno branje. Pozneje, ko sem postal zgodovinar habsburške dobe, sem se k spominom redno vračal, vse so pomemben vir za slovensko politično zgodovino svojega časa, se pravi zadnjih desetletij habsburške monarhije. Prav tako so eden ključnih tekstov za zgodovino Ljubljane v istem obdobju. Zato sem jih bral, ko sem pisal svojo diplomo o življenju ljubljanskih častnikov pred Prvo svetovno vojno in ko sem na doktorskem študiju raziskoval odnos slovenske politike do habsburške vojske in vojaških vprašanj. Potem pa še ob raznih drugih prilikah. Če pa sodim po prahu, ki se je nabral na mojem izvodu, ko sem pripravljal predavanje potegnil iz police, jih zadnjih par let v roke vendarle nisem jemal prav pogosto. Avtor spominov Ivan Hribar se je v poznem poletju leta 1851 rodil v Trzinu, v manjšem kraju blizu Ljubljane.
Otroštvo je potem preživljal med Trzinom in Mengšom, saj se je družina večkrat selila. Avtor spremne študije k novi izdaji Vasilij Melik pravi, da je imel njegov oče veselje z barantanjem in je zato rad prodajal in kupoval hiše. Otroštvo je torej Hribar preživljal med Trzinom in Mengšom in v Mengšu, nato pa v Ljubljani, je končal tudi osnovno šolo, nato pa tudi nižjo gimnazijo. Iz prvega letnika ljubljanske višje gimnazije pa je izstopil in se potem eno leto šolal v Novem mestu, kjer se je zapletel v spor z nekaterimi profesorji in je nato sredi 6. letnika gimnazijo zapustil in odšel iz Novega mesta. Njegov načrt je bil, da bo šolanje nadaljeval nekje drugje. Ampak šolanje ni nikoli nadaljeval, pri čemer se je razlikoval od večine političnih sopotnikov, ki so vsaj začeli študij na Dunaju ali v Gradcu, mnogi pa so ga tudi uspešno končali. Je pa bila zaključena nižja gimnazija v tistem času v resnici nadpovprečna izobrazba, ki je omogočila dostop do mnogih služb, kot je v svoji temeljiti študiji pokazal ameriški zgodovinar Eric Cohen. Leta 1870, ko so na voljo prvi podatki na podlagi štetja iz leta prej, je v avstrijski polovici države v gimnazije, realne gimnazije in realke hodilo 14,09 od 1000 fantov in deklet v starosti med 11 in 18 let. Torej manj kot 1,5% v gimnazijski starosti. Ta delež se je potem v naslednjih 40 letih, se pravi do leta 1910, več kot podvojil in dosegel malo nad 3%. V primerjavi z današnjim pa je bil seveda še vedno praktično zanemarljiv. Delež univerzitetnih študentov se je v istem času z dobrega 0,5% dvignil na nekoliko več kot 1%. Leta 1870 je v avstrijski polovici monarhije univerze in tehnične visoke šole obiskovalo manj kot 10.000 študentov. Končana nižja gimnazija in to, da se je v času šolanja naučil češko, je bilo dovolj, da je Hribar leta 1870 postal uradnik Češke banke Slavija v Ljubljani. Začel je torej v Ljubljani, potem pa je 3 leta služboval na sedežu banke v Pragi, nato še v Brnu, na Dunaju in v Trstu. Leta 1876 pa je postal ljubljanski zastopnik te banke in to službo potem opravljal vse do leta 1919. Hribar je bil torej v mnogih pogledih self-made man, čeprav seveda ne moramo spregledati, da si niti on svoje kariere ni ustvaril čisto sam. Že to, da so ga starši poslali v osnovno šolo, v tistem času ni bilo ravno samoumevno. Marija Terezija je sicer uvedla splošno šolsko obveznost, tako za dekleta kot za fante, ampak v šole je dejansko hodilo relativno malo otrok, sploh na Kranjskem. Prav zares je ta splošna šolska obveznost postala splošna šele od 60. let 19. stoletja naprej, ko je bil uveden nov šolski. No, ampak Hribar je v šolo odšel in to je pa seveda pomembno. Prav tako ni bilo nepomembno, da so ga starši lahko poslali v Ljubljano, kjer je že v 4. razredu osnovne šole normalke spoznal Ivana Tavčarja. V gimnaziji je svojo socialno mrežo še razširil in službo pri Slavi je dobil na priporočilo urednika Slovenskega naroda Antona Tomšiča, s katerim si je dopisoval že kot gimnazijec. Hribar v svojih spominih opisuje, kako je pravzaprav potem, ko je zapustil gimnazijo v Novem mestu, odšel v Maribor, kjer je upal, da mu bo Tomšič pomagal in da se bo tam upisal na gimnazijo. No, tam je razočaran spoznal, da Tomšič ni taka figura, kot si jo je sam predstavljal, da to sicer je relativno ugleden urednik najpomembnejšega političnega časnika, slovenskega političnega časnika tistega časa, ampak da je to človek pravzaprav brez denarja in brez kakšne silno močne pozicije v Mariboru. No, kljub vsemu nekoliko mu je pomagal, zlasti mu je pomagal s tem priporočilom, na podlagi katerega je potem dobil to službo. Hribar je torej že v šolskih letih našel stik s slovenskim nacionalizmom, kar se je zgodilo ravno pod vplivom nekaterih njegovih gimnazijskih profesorjev. Sam je v spominih zapisal: Iskrico narodnega navdušenja nam je namreč položil v dušo mož, iz čigar ust pri pouku nismo slišali nikdar slovenske besede. Bil je učitelj zemljepisja in zgodovine Karl Melcar. Melcar je rad in z navdušenjem govoril o Vodniku in Prešernu, naprej razlaga Hribar, in deklamiral njune pesmi. Pravzaprav so dijaki to njegovo ljubezen do Prešerna in Vodnika radi izkoriščali, kadar se jim ni ljubilo sodelovati pri pouku ali pa poslušati, da so se bali spraševanja, so profesorja nežno napeljali v to smer in potem so se mu, kot pravi Hribar, zarosile oči in je začel deklamirati. V spomenih pravi še tole:
Kako so taki trenutki vplivali na naša sprejemljiva mlada srca, si je lahko misliti in smelo trditi, da je Melzerjeva zasluga, da je v mnogih svojih učencih vžgal plamen domoljubja in domovinske ljubezni. Teza, da so habsburške šole pravzaprav naredile slovenski narod, tudi tukaj dobi svojo potrditev. Melzer in drugi so vsekakor vplivali na Hribarja, ki je začel prepirati slovenske časnike in časopise, se učiti češko in rusko, pisati in prevajati ter se navduševati nad slovenstvom in slovanstvom. Oboje je bilo pri njemu seveda vedno neločljivo. Po vrnitvi v Ljubljano iz Prage, Brna, Dunaja se je spet vključil v različna slovenska društva in v slovensko politiko. Leta 1882, leto prej, oziroma nekaj mesecev prej, dopolnil 30 let in izpolnil s tem pogoj za kandidiranje na volitvah, je uspešno kandidiral na občinskih volitvah in bil izvoljen v mestni svet, kjer je ostal naslednjih 28 let. V letih 1896-1910 je bil tudi ljubljanski župan. Župan je torej postal nekaj mesecev po znamenitem ljubljanskem potresu. Ampak to, da je bil ljubljanski župan, tega najbrž res ne bi bilo treba posebej povedati oziroma poudariti. Navsezadnje je Hribar še danes tista referenca, s katero meščani radi primerjajo vse kasnejše župane in pogosto ga kot svoj zgled omenjajo tudi občinski politiki naše dobe. Kot občinski politik je bil Hribar izredno aktiven pri izgradnji vodovoda, še kot svetnik, pri popotresni obnovi Ljubljane, že kot župan in pri številnih drugih projektih. Kot občinski svetnik in župan se je včasih ukvarjal tudi z najmanjšimi podrobnostmi. Kdor je kdaj delal z ljubljanskim arhivskim gradivom iz tistega časa, hrani ga mestni arhiv, se gotovo spomni rdečega nalivnega peresa, s katerim je župan popravljal včasih precej vprašljivo jezikovno podobo dokumentov, ki so jih spisali mestni uradniki. Poleg tega je, če se prav spomnim, v dokumentih mestne policije ženske priimke po češkem zgledu vztrajno popravljal v svojilno obliko in so tako iz Mitske Kovač nastajale Mitske Kovačeve. Na srečo se ta praksa kljub Hribarjevemu prizadevanju v slovenščini ni zares uveljavila, čeprav tudi povsem izginila. Hribarjevo županovanje se je končalo leta 1910. Ne zato, ker ne bi bil izvoljen, mestni svet ga je ponovno izvolil, ampak cesar njegove izvolitve zaradi vloge v nemirih septembra 1908 ni potrdil. Hribarja je potem nasledil njegov stari politični tovariš Ivan Tavčar. Po izvolitvi v Kranjski deželni zbor leta 1889 je bil Hribar, ki je deželno-zborski poslanec ostal do leta 1908, priča najprej razpadu enotne slovenske stranke in precej presenetljivo za nekdanjega radikalca. Sodeloval je tudi pri oblikovanju koalicije slovenskih liberalcev z nemškim veleposestvom leta 1895. V letih 1907-1911 je bil tudi državno-zborski poslanec in v letih 1906-1910 vodja Narodno-napredne stranke. To so bili tako imenovani kranjski liberalci. Kljub nedvomnim sposobnostim in tudi nemajhnim ambicijam, Hribar v avstrijski dobi nikoli ni bil ravno med najpomembnejšimi politiki svojega časa. Tudi ko govorimo seveda o slovenski politiki na državni ravni, pa je bil v bistvu relativno minorna figura. Morda mu je škodilo pretirano navduševanje nad slovanstvom, verjetno mu je nekoliko primanjkovalo političnega pragmatizma, gotovo pa ni pomagalo, da je Narodno-napredna stranka, ki je pripadal in jo je nekaj let, kot smo že rekli, tudi vodil, v času množične politike postajala vse bolj marginalna. Tudi v jugoslovanski dobi je bil Hribar nekoliko v grobu, čeprav se mu je zdelo, da bi si vsekakor zaslužil kaj več. Pravzaprav bi bil to prepričan. V spominih je tako napisal, da bi mu po dotedanjem javnem delu, po gmotnih žrtvah in po trpljenju, v katero sem bil prestal, brez dvoma pripadalo ministrsko mesto v jeseni 1918 sestavljeni narodni vladi. Nastanek te vlade opisuje v svojih spominih s precejšnjo grenkobo. Na nek način se mu je zdelo, da je šlo tako za zaroto proti njemu. Mesta v vladi torej ni dobil. Bil pa je potem v letih 1919-21 poslanik v Pragi, v letih 1921-23 pokrajinski namestnik za Slovenijo in končno ga je kralj Aleksander po obnovi parlamentarizma imenoval tudi za senatorja. V letih 1932-38, to se pravi 6-letni mandat, je bil senator Kraljevine Jugoslavije.
V času med obema vojnama je v 4 zvezkih izšla tudi prva izdaja njegovih spominov. Začel jih je pisati pravzaprav še v avstrijskem obdobju in njegov načrt je bil, kot pravi sam v uvodu, da bi jih njegovi potomci izdali po njegovi smrti. Ampak stvari so se spremenile. Prva 2 zvezka sta izšla leta 1929, z letnico sicer 1928, naslednji zvezek potem leta 1932 in zadnji zvezek leta 1933. To, da je Hribar spremenil svoj načrt in je začel izdajati svoje spomine, je bila predvsem posledica predhodnega izida polemičnih spominov Frana Šukleta, v katerih je Hribar pogosto nastopal v vlogi glavnega objekta kritike. Polemika s Šukletom in drugimi pa se je vlekla tudi skozi preostala zvezka. Zamere med Šukletom in Hribarjem, ki so se vlekle še iz časa danes pozabljenega spora med elastiki in radikali, pozabili ga najbrž nismo samo redki zgodovinarji, ki se ukvarjamo s politično zgodovino 80. let 19. stoletja, so torej izvale silovito polemiko, ki ni bila omejena samo na knjige, ampak je vključevala tudi članke v časnikih in naposled kulminirala v tožbi. Fran Šukle je namreč sredi leta 1927 proti Hribarju vložil tožbo zaradi razžalitve časti, ker naj bi ga Hribar v svojih spisih obtožil laganja. Nekoliko prej je podobno tožbo v sodišče vložil tudi Hribar. Spor se je po 2 letih in množici zaslišanih prič končal s poravnavo in z obojestranskim preklicem vrste trditev. Kljub polemičnim pretiravanjem pa so Hribarjevi spomini izjemno zanimivo pričevanje v neki dobi in zato je bila ponovna izdaja v letih 1983 in 1984 velikega pomena. Ne samo zato, ker so s tem spomini postali širše dostopni, prejšnja izdaja je seveda že zdavnaj pošla in je bila na voljo samo v velikih knjigicah in občasno v antikvariatu, oziroma v antikvariatih. Ampak pomembno je tudi to, da je nova izdaja imela izjemno koristno imensko kazalo. Zlasti zgodovinarjem to seveda zelo pomaga, ker včasih knjige ne beremo ravno od začetka do konca, ampak nas zanimajo samo kakšna posebno zanimiva mesta. Predvsem pa je bilo pri novi izdaji pomembno to, da je urednik Vasilij Melik napisal obsežno spremno besedo, ki je prava kratka zgodovina Hribarjevega časa. Melik, izvrsten zgodovinar in izjemen pripovedovalec, je na svoj značilni način opisal in analiziral politiko poznega habsburškega in medvojnega časa in Hribarja kot akterja te politike. V tej spremni študiji je Melik za širšo publiko povzel in mestoma nadgradil svoje prejšnje raziskave, ki so bile v veliki meri del kolektivne revizije prijateljevega pogleda na ta čas in uporabil je seveda tudi dognanje iz svoje sintetične zgodovine dolgega 19. stoletja, slovenskega dolgega 19. stoletja, ki sta jo napisala s Fertom Pestrinom. Analiziral in v kontekstu umestil pa je tudi Hribarjevo delovanje ter njegovo slovenstvo, jugoslovanstvo in pa slovanstvo. Vsi ti dodatki so Hribarjeve spomine, podobno kot leto pred tem izdane Bošnjakove in nekoliko kasneje ponatisnjene Šukletove, naredili za čtivo, ki ni zanimivo samo za zgodovinarje, ampak tudi za vse, ki jih zgodovina, ki jih to obdobje habsburške zgodovine zanima. Za zgodovinarje pa, to je treba priznati, so Hribarjevi spomini tudi izziv, in sicer ne glede na to, katero izdajo vzamemo v roke. Najprej zato, ker njihov avtor, kot vsi pisci memoarov o dogodkih poroča iz svoje nujno omejene perspektive, z uporabo literarnih konvencij svojega časa, pogosto pa tudi izrazito pristransko. Navsezadnje je zaradi tega Hribar pred malo manj kot 100 leti pristal na sodišču. To je izziv, s katerim se zgodovinarke in zgodovinarji v glavnem znamo soočati. Nekoliko slabše pa se je slovensko zgodovinopisje soočilo z drugim problemom, ki so ga za seboj potegnili Hribarjevi spomini in druga podobna literatura. Vse premalo smo namreč ponotranili spoznanje, da gre pri tovrstnih virih za pričevanja pripadnikov zelo ozkega sloja prebivalstva, v resnici tistih nekaj bornih odstotkov prebivalcev, ki so končali vsaj kak razred, gimnazije. Spomnimo se še enkrat, v gimnazijo je v kohorti, ki je
spadala, ki bi nekako spadala tja, oziroma lahko spadala tja, hodilo sem manj kot 2% prebivalcev. Premalo torej zgodovinarke in zgodovinarji upoštevajo, da njihove izkušnje, da izkušnje tega trgega sloja niso nujno relevantne za izkušnje velike večine prebivalstva in zato je zgodovinopisje tega časa v veliki meri še vedno ostalo, oziroma ostaja top-down, se pravi napisano od vrha navzdol. Ampak nekatere novejše raziskave vendarle nakazujejo, celo dokazujejo, bi si lahko reči, da svet Hribarja in tovarišev ni bil hkrati tudi svet njihovih služkin, delov ljubljanske tobačne tovarne ali pa velike večine kmečkega prebivalstva. In kmetje so bili seveda večina prebivalstva na prostoru današnje Slovenije. Zgodovinarke in zgodovinarji so recimo prepričljivo pokazali, da so nacionalisti sicer govorili v imenu narodov in trdili, da predstavljajo svoje sonarodnjake, da v resnici so ti narodi dolgo obstajali predvsem v njihovih predstavah, v njihovih parlamentarnih govorih in v časnikarskih člankih, v družbeni realnosti pa je bila izven tega tankega sloja identifikacija z narodom pred koncem 19. stoletja razmeroma redka in šibka. Pa tudi v začetku 20. stoletja je ostajala situacijska. Izražala se je torej v nekaterih položajih, v nekaterih dogodkih, sicer pa ne, ali kvečemu zelo šibko. Lokalne in deželne identifikacije so izven družbenih elit prevladovale še zelo dolgo. Za ilustracijo naj navedem kratek pasus iz enega izmed nadaljevanj Trdinovega opisa Dolencev, ki je leta 1884 izšel v Slovanu. In zdaj citiram. Naposled mi je omeniti, da prosti Dolenci svoje narodno ime slabo poznajo. Slovenci so jim vsi Slovani. Dostikrat sem čul tožbo. Škoda, da je slovenskih jezikov toliko. Kako močni bi bili mi, da govorimo vsi samo jednega. Slovence pa zobo tudi naš privržence narodne stranke, kakor da bi bili kakšna posebna kasta. Kmetje pravijo, mi govorimo kranjski, gospodje pa pridigajo slovenski. Razumemo jih lahko, ali zakaj zatežejo tako po hrvaški. Narodne pesmi in napeve imenujejo kranjske, umetne pa slovenske. One so jim ljubše, slovenske se jim zdi pretežke in nekako tuje. Čas bo torej, da se v polni meri zgodovinarji in zgodovinarke, slovenska historiografija, torej zavemo tega, kar je v svoji izvrstni zgodovini Habsburškega cesarstva, nekaj let je dostopna zdaj že tudi v slovenskem prevodu, zapisal ameriški zgodovinar Peter Judson. In zdaj citiram po slovenskem prevodu. Oblikovanje nacij ni bil naraven proces. Vloženega je bilo veliko trdnega dela, ki se je pogosto končalo brez pravega uspeha. Državljan je lahko na primer glasoval za lokalnega nacionalističnega kandidata, potem ko je spremljal izredno napeto in angažirano volilno kampanjo. Ako se je razburljiva kampanja končala, ni nujno, da je postal zavzet član nacionalne skupnosti. Druga državljanka pa je na primer sodelovala pri ekonomskem bojkotu proti vaški trgovini, h kateremu so pozvali lokalni nacionalisti. A hkrati je povsem verjetno, da je zaposlovala služkinjo, ki je govorila drug jezik, ali da je svoje otroke pošiljala neformalne druženje v kakšni družini, da bi izpopolnili svoje znanje drugega tamkajšnjega deželnega jezika, govori o znamenitem Kindertaušu. In obojemu so nacionalisti nasprotovali. To, kako so se ljudje na vsakdanji ravni identificirali z nacionalističnimi zahtevami, je bilo zelo nezanesljivo in nepredvidljivo. Svet Hribarjevih sodobnikov in tudi raziskave z področja današnje Slovenije to zelo dobro potrjujejo, je bil v mnogo večji meri nenacionalen ali komajda nacionalen, kot se zdi, ko beremo njegove spomine, ki so spomini prepričanega nacionalista. Za boljšo rekonstrukcijo tega sveta se bomo zato morali zgodovinarke in zgodovinarji še precej truditi. Pri tem bomo morali pritegniti nove vire, ki seveda ne bodo retorično izbrušeni in oblikovani v instantno uporabne zgodbe, kot so recimo Hribarjevi in drugi spomini. Že znane vere, tudi Hribarjeve spomine, pa bomo morali brati na novo. Z večjo občutljivostjo za detajle in za prazna mesta, včasih jih bomo morali brati predvsem med vrsticami. Hribarjevim spominom in spominom
drugih političnih akterjev tistega časa torej ni potekel rok trajanja. Samo navodila za uporabo bo potrebno nekoliko prilagoditi. Hvala lepa. Hvala za vašo predstavitev. Je pa gotovo kar nekaj vprašanj zdaj na to temo, morda tudi kakšnih konkretnejših, glede na posamezne tematike, ki morda posebej izstopajo, če nam morda še to nekoliko osvetlite v Hribarjevih spominih. Torej, ta nova izdaja je nastala seveda na podlagi tiste prve originalne in iz medvojnega časa, je pa Melik kot urednik dodal še nekaj drugih tekstov in te tekste, ki so prvotno išli, nekoliko preuredil. V tem smislu so te spomini na nek način vseeno včasih malo naporno branje, ker ne sledijo vedno čisto v celoti kronologiji. Treba je majčkeno se skoncentrirati občasno, da se ne izgubimo na tej časovni premici, ki je na nek način razbita oziroma raztrgana. Čisto na koncu je potem še nekaj dodatnih člankov, ki jih je Hribar objavil. En je tak lingvističen, Melik omenja, da je ta članek uvrstil v spomine, zato ker je hotel nekako pokazati, s kako različnimi stvarmi se je Hribar ukvarjal. In dejansko je to res. Hribarjevo zanimanje je bilo izjemno široko. Kot rečeno, on je začel že pisati v gimnazijskih letih, bil je potem urednik, znamenit tudi kot urednik Slovenskega naroda, ki je potem moral zaradi škandala, ki so ga povzročili članki, zelo kritični do katolicizma in do tedanjega papeža, odstopiti. Bil je izdajatelj časopisa Slovan skupaj s Tavčarjem, bil je občinski politik, bil je gospodarstvenik, zelo pomemben je bil za ustanovitev univerze. Za to ustanovitev Ljubljanske univerze se je prizadeval pravzaprav ves čas svojega političnega delovanja, potem pa so sodeloval pri ustanavljanju po nastanku nove države. Bil je aktiven kot mnogi drugi tudi pri Sokolih. Deloval ne samo na področju današnje Slovenije, ampak poskušal se uveljaviti tudi v tem širšem slovanskem svetu. Ni imel samo močnih stikov z Češko, ki so bili seveda deloma posledica njegovega službovanja v Pragi in pri Češki banki, ampak tudi drugod po slovanskem svetu je bil aktiven. In Melik v to svoje izdajo spominov uvrsti tudi en tak potopis po Rusiji, ki ga je Hribar izdal posebej, ne v spominih. Tako da tematik, ki so tukaj, je ogromno. Zanimive, meni, ko sem prvič bral, se je zdelo recimo izredno zanimivo, kako je Hribar opisoval te svoje poskuse, da bi v Ljubljano pripeljal kakšnega nadvojvodo iz Habsburške družine. Zdelo se mu je, da bi to za uveljavitev slovenskih političnih zahtev bilo zelo koristno in je na različne načine poskušal na nek način se prikupiti dinastiji, da bi le kakšnega vsaj mlajšega nadvojvodo poslali v Ljubljano in s tem na nek način dvignili pomen tega mesta. Mesta, za katerega je seveda zelo aktivno delal na različne načine, kot rečeno kot občinski svetnik, pa potem kot župan, kot pomemben gospodarstvenik, kot član številnih društev. In seveda z vsem tem se je prizadeval Ljubljano uveljaviti kot nek širše pomemben center, ne samo kot kranjsko prestolnico, ampak kot dejansko nek slovenski center. In tudi ta ideja z Habsburskim nadvojvodo je seveda bila v to smer usmerjena. Potem se sicer on pravi, da je na dinastijo relativno hitro obupal. In vemo, v času Prve svetovne vojne je končal tudi v konfinaciji. V njegovo lojalnost so mnogi dvomili že prej. Jaz sem v vojnem arhivu pred leti našel ene dokumente,
o tem, kako so pravzaprav nekateri oficiri poskušali spremljati njegovo aktivnost, kako so sumili, da ima neke stike z ruskimi obveščevalci. Namreč v bližini njegove počitniške hiše na Gorenjskem je si neko hišo kupil tudi nek bogatejši Rus, mislim, ne grof, če se pravilno spomnim. In to se jim je zdelo strašno sumljivo. No, ampak jasno, v času Prve svetovne vojne se je ponudila priložnost, da so lahko z njim obračunali. Na sodišču mu ni bilo mogoče nič dokazati, oziroma tudi na sodišču ni prišel, in pa se to postalo konfinacijo. To je bilo pa mogoče narediti brez kakšnih resnih dokazov. No in tam je seveda nadaljeval z različnimi aktivnostmi. On je prevajal že prej v času konfinacije, mislim, da začne prevajati tudi iz francoščine, prej mislim, da ni. Tako da teh njegovih prevodov se je tudi veliko nabralo. To tudi spet kaže, kako široko aktivnost je Hribar razvil skozi svoje življenje. Ne. Po prelomu, ko se te njegove politične ambicije, da bi postal vsaj minister, če že ne predsednik na novo ustanovljene narodne vlade, niso uresničile, je s svojimi aktivnostmi nadaljeval. Se na nek način ni ustavil, kot rečeno, bil je poslanik, bil je pokrajinski namestnik, bil je potem tudi član različnih drugih vladnih organov oziroma oblastnih organov, potem pa na koncu tudi senator. In nadaljeval je tudi z gospodarskimi aktivnostmi, v različnih bankah je bil aktiven, v drugih gospodarskih iniciativah. To svojo funkcijo zastopnika banke Slavija v Ljubljani pa je z odhodom v Prago v letu 1919 odložil. Tako da gre za eno res osebo polno energije, to je že iz branja razvidno, pa če poznamo sicer njegovo dejavnost, pa še toliko bolj, z zelo nekim širokim spektrom zanimanj, hkrati pa tudi nekoga, ki je imel zelo jasne predstave, bi si lahko rekel, o svetu. On je bil nedvomno zelo prepričan Slovenec, zelo prepričan Jugoslovan, on se sam označi na spominih za jugoslovanskega nacionalista. In hkrati jasno zelo prepričan Slovan. To je tisto, kar njega in njegovo aktivnost, pravzaprav vse njegove aktivnosti zelo zaznamuje. Vse je usmerjeno pravzaprav za to narodno stvar, to je usmerjeno njegovo delovanje. In spomini so seveda polni tega. V tem smislu je, če se ukvarjamo z zgodovino slovenskega nacionalizma, če nas zanima politična zgodovina tega obdobja, to nedvomno prvovrsten vir, ki razkrije marsikakšen detajl, kakšno ozadje. Brez Hribarjevih spominov in teh drugih spominov, ki sem jih omenjal, pa še nekaterih, ki jih nisem, bi seveda o vsem tem vedel mnogo manj. Problem, ki ga jaz vidim tukaj, je seveda, da so to na nek način ready-made zgodbe. Da so to zgodbe, ki jih je enostavno vzeti v roke in ki zato zelo oblikujejo naše razumevanje tistega časa, kar pa po moje ni scelo upravičeno. Ko govorimo o širših slojih prebivalstva, ko govorimo o prebivalstvu nasploh, pa so te predstave v svetu, ki jih je imel Hribar in so jih imeli njegovi sodobniki iz tega približno istega sloja, seveda bile manj relevantne. Jaz res mislim, da te novejše raziskave zelo dobro kažejo, da svet nacionalistov je bil relativno majhen. Za večino drugih ljudi je bilo to dolgo nepomembno. Od srede 19. stoletja je postajalo pomembno, ali pa so začeli to zaznavati, proti koncu stoletja je postajalo pomembno, gotovo v začetku 20. stoletja ni bilo nikogar najbrž več, ki bi kjerkoli v habsburški monarhiji ne vedel za to, da obstajajo neki narodi in da naj bi ljudje tem narodom pripadali, ampak v resnici pa za večino življenjskih situacij, za večino ljudi to še vedno ostaja relativno nepomembno.
ni več to nenacionalni svet, ne? To je nekaj, kar je relevantno, kar je zelo pomembno seveda v politiki ali pa v nekem društvenem življenju. Ne? Za človeka kot je Hribar je to pravzaprav usmerjalo njegovo življenje, čeprav spet ne čisto vedno in čisto povsod. Vemo, da tudi pomembni slovenski politiki in slovenski nacionalisti so recimo svoje otroke pošiljali v nemške šole. Čeprav so razglašali, da je dvojezičnost, sicer razglašali, da je dvojezičnost strašno škodljiva, ne, se poročali z ljudmi, ki so govorili druge jezike in ki se niso imeli za Slovence, ker pač načela so bila včasih manj pomembna od neke življenjske realnosti, od življenjske prakse, od ljubezni nenazadnje. Ne. Ampak ja, ne, gotovo, če govorimo o teh oskih skupinah, potem je nacionalna identifikacija bila izrazito pomembna, širše pa ne. In to je tisto, kar mislim, da kjer je še veliko odprtega prostora, kjer je potrebno še zelo veliko nekih novih raziskav, kjer je potrebno tudi na novo na nek način napisati te velike narative, preseči tiste, ki so se morda za moj občutek preveč naslanjali na Hribarja, na Bošnjaka, na Šukleta, še na koga drugega, pa na časopise seveda tistega časa. Ne. Svet časopisov ni bila realnost, to smo včasih pozabili, to še zmeraj včasih pozabljamo. Morda kakšno vprašanje še? Izvolite. Ja, gospod Regane, res pa, če bi iz Hribarja preskočil na Cankarja, to se pravi tudi za Cankarjeva dela velja ta razlika med razumevanjem tistih 2%, ki hodijo v šolo in ostalega ljudi. Ja, ta razlika seveda ni absolutna, ne smemo misliti, da ni tukaj nobena interakcija, ne. Ljudje, tudi tisti, ki so hodili v osnovno šolo, so nekaj o tem svetu vedeli in nekaj o tem slišali. Mnogi so se dodatno izobraževali, mnogi so brali, ne vemo, da mohorjanke so bile recimo relativno zelo razširjene. Ampak direktne korelacije ali pa popolnega ujemanja ali pa zelo velikega ujemanja med enim in drugimi predstavami o svetu, načinom življenja pa vendarle po moje ni bilo. Ne. Tudi Cankar seveda je en del te relativno ozke elite. Še enkrat, tukaj seveda gre za neka prepletanja, za neke medsebojne vplive od zgoraj navzdol in tudi od spodaj navzgor. Sej predstave ljudi so seveda tudi vplivali na te predstave, ki so jih imeli pripadniki elite po svetu, niso vsega se naučili v šolah in dobili iz knjig. Mnogi izmed njih so izvirali iz kmečkih okolij, ampak potem pa se z šolanjem ta razlika vendarle povečuje. En moj študent nekdanji je v magistrski nalogi svoje nekaj let nazaj analiziral šolske učbenike iz avstrijske dobe. Zanimalo ga je, kakšne kategorije identitetne se v teh učbenikih pojavljajo, kako pravzaprav so opisani ljudje, kako da se delijo, katerim skupnostim naj bi pripadali. In se zelo jasno seveda pokaže, da že v osnovnošolskih učbenikih, govorimo o tej stari osnovni šoli prvih nekaj razredov, se pojavljajo, zelo hitro začnejo pojavljati predstave o svetu razdeljenem na narode. Ampak hkrati je pa zelo poudarjen še deželni patriotizem in pa seveda dinastična lojalnost, se pravi imperialni patriotizem tudi. Raziskave kolegice iz Graca, Karin Almaši, tudi to zelo dobro potrjujejo. Potem pa pridemo v gimnazijske učbenike, kjer pa je ta nacionalni aspekt pa že izrazito močan. Tam pa se, če govorimo o slovenskih učbenikih, ampak tudi za druge je situacija bila zelo podobna, ta ideja o narodih in o pripadnosti narodom dosti bolj izrazito poudarja. In zdi se mi, da to seveda tudi nakazuje na to, da je bila razlika da je bila moč identifikacij nacionalnih različna pri ljudeh, ki so hodili recimo v gimnazijo, vsaj nekaj časa in tistimi, ki so končali samo neko osnovno šolo. Imamo dnevnike iz prve svetovne vojne, preprostih vojakov, njih prav veliko, ker
tisti so v glavnem manj pisali. Ne? Ampak nekaj takih virov pa je, ki kažejo, da približno to, kar sem prej rekel. Ne? Te ljudje seveda so se zavedali, da živijo v nekem nacionalnem svetu. Ne? Recimo, da so Slovenci v tem primeru. Ampak kakšnih posebno močnih čustev pa tukaj pogosto ne najdemo. Imamo recimo en tak dnevnik, kjer so Slovenci in Slovenija komaj da omenjeni, zelo zagreto pa pravzaprav ta avtor, ta vojak piše o svoji domovini, o Štajerski. To je, ta patriotično, deželno domoljubje je tam izrazito prevladujoče. Ne? In to je zdaj čas prve svetovne vojne, se pravi med leti 14 in 18, zdaj točno iz katerega leta so tisti vpisi, se ne spomnim več, ta dnevnik sem bral precej let nazaj, ampak to po mojem potrjuje to, da so tukaj bile vendarle precej velike razlike, ne absolutne, ampak velike razlike med tem, kako so svet razumeli ljudje, ki so pripadali temu ozkemu, solidno izobraženemu sloju, ne, in tistim, ki so imeli samo nekaj let, ki so recimo samo osnovno šolsko izobrazbo, nikoli niso hodili v gimnazijo in so bili tudi, to kažejo številni veri, če kdaj vidite kakšna pisma iz tistega časa, ki so jih napisali ljudje za to osnovno šolsko, ali niti ne za skončano osnovno šolsko izobrazbo, vidite, da so bili seveda šibko pismeni. Da so znali pisati, gotovo so znali tudi brati, ampak če bi poskusili meriti funkcionalno pismenost, kar se danes počne, danes, ko imamo praktično vsi srednješolsko izobrazbo ali več, pa se tudi kaže, da je funkcionalna pismenost relativno slaba. Tam pa vidimo, da ne samo, da je funkcionalna pismenost relativno slaba, pisma, recimo, tudi iz prve svetovne vojne, ali pa kakšna druga, ki so jih napisali preprosti ljudje, ne uporabljajo nobenih ločil. Besede so včasih napisane kar tako brez razmikov, da ne veš, kje se ena začne, kje se druga konča. Skratka, te ljudje so bili mnogi izmed njih komaj da pismeni. In svet, nacionalni svet, svet narodov pa je svet pismenosti, svet pismenih ljudi. To niso naravni fenomeni, to je nekaj, kar je pač družbeno konstruirano in je konstruirano v tekstih predvsem. Začne se tam, potem pa se seveda širše uveljavi v družbi. In to se dogaja počasi in to se, če lahko rečemo, zgodi relativno pozno. Na nek način je tukaj pomembno obdobje med obema vojnama, gotovo pa je silno pomembno še zmeraj tudi obdobje po drugi svetovni. Tudi za področje Slovenije, za nekatere druge dele nekdanje Jugoslavije pa sploh. Velika hrvaška zgodovinarka Mirjana Gros je že pred davnimi desetletji napisala, da je identifikacija s hrvaškim narodom se v nekaterih delih tega tako imenovanega hrvaškega etničnega prostora razširila v resnici še, ali pa zares uveljavila šele v drugi svetovni vojni. Tako da to kaže, kako počasni so te procesi. Ampak je treba dodati tudi prostor današnje Slovenije. Ta širša regija tukaj ni nikakršna izjema. Imamo kup študij, ki kažejo, da je to veljalo seveda za celotno Evropo. Znamenita študija ameriškega zgodovinarja, že nekaj desetletij stara Eugena Webera z naslovom From Peasants to Frenchmen, se pravi iz kmetov v Francoze, zelo lepo kaže, da se je proces identifikacije z francoskim narodom v Franciji, ki je imela dolgo zgodovino države, kraljestva, vlekel desetletja. Pa se je začel zelo zgodaj. Začel se je nekako v času francoske revolucije, ko država začne ne samo promovirati francoščino, ampak tudi neko idejo o pripadnosti tej domovini, o tem, da si Francoz. Pa se je zares taka pripadnost širše uveljavila šele nekako v zadnji četrtini 19. stoletja. Tudi s pomočjo šol, s pomočjo služenja vojaškega roka in, kot Weber poudarja v tej svoji knjigi, tudi z boljšimi komunikacijami. Ko je naenkrat ta prostor postal nekako predstavljiv, ker so ga ljudje lahko izkusili kot neko celoto, železnice, so tukaj to sredstvo komunikacije, ki je pomembno.
Hvala. Morda še izvolite. Jaz bi se s tem seveda strinjal, kar ste vi zdaj rekel, ampak tako kot ste zdaj omenili, je to bilo povsod po Evropi. Ne. Recimo, če vzamemo za primerjavo samo eno Italijo, ne. Mi smo imeli pokrajine, smo imeli Štajersko, smo imeli Kranjsko, smo imeli Koroško, ne. Gorenjsko, ampak te pokrajine se niso nikoli borile med sabo. V Italiji so imeli en kup državic, ki pa so se celo bojevale mnoga leta med sabo. Ne. In da je prišlo do nekega enotnega razmišljanja, da so oni Italijani, je najbrž bil tudi zahteven proces, ni bilo to samo pri nas. Ne. Ampak eno drugo vprašanje imam za vas, vi ste verjeten to precej preštudiral. Mene zanima, kakšen je bil pravzaprav status Tavčarja za Slovence. Namreč Hribar ga zelo kritično opisuje. Ne. On je bil tudi njegov, na začetku sta bila seveda kolega, ampak potem sta se tudi politično zelo razšla in ga recimo krivic neposredno celo za izgubo naše Koroške. On, v spominče njegovo natančno bereš, da on direktno obtožuje, da je Tavčar kriv z svojim delovanjem, zato da smo pač mi Koroško izgubili. Ne. Posredno je pač, da to obtožuje. Bral sem med drugim tudi Menzingerja, ki pa je bil njegov, v odvetniški pisarni Menzingerja je bil Tavčar pripravnik. Ne. In Menzinger ga nikakor ne obravnava tako strogo kot neslovenca, kot škodljivega za Slovenijo, ampak ga obravnava veliko bolj blago. Res je, da Menzinger ni bil nek velik političen kaliber, kot sta bila Hribar in Šuklje, pa tudi Tavčar. Ne. Ampak vseeno, ne, je pa bil vsaj na lokalni ravni tudi Menzinger pomemben, ker je pač uvedel recimo v občinsko upravo v Krškem slovenski jezik. Ne. Je bil tudi velik borec za slovenski jezik. Ne. Ampak kakšna je pravzaprav realna vloga Tavčarja za Slovence? Vi ste verjetno veliko več prebral kot jaz, ampak me zanima, kakšno je vaše mnenje? Torej, ena stvar bi rekel za začetek. Tukaj se vidi, ko beremo Hribarja, ali pa če beremo potem tudi Šukleta, omenil sem to, ne samo polemiko, ampak tudi sodni spor, se vidi, da tukaj je šlo za nek trg, ne, osebnosti z precej velikim egom. Ne. To velja tako za Hribarja kot za Šukleta in gotovo tudi za Tavčarja. In zdaj, te ljudi so bili dolgo na nek način sopotniki politični, tovariši, včasih tudi prijatelji. Ne. Ta zgodba Šukleta in Hribarja je absolutno bila takšna, ne. Omenja se to pitje pobratimstva in tako naprej, in potem ta razhod in potem očitki na eni in drugi strani, kaj je to narobe naredil, zakaj si je to pripisal za zasluge, čeprav v resnici ni bil zaslužen, ali pa vsaj ne tako zelo, kot je poskusil to sam predstaviti. Zgodba s Tavčarjem, kolikor jaz to poznam, pa ni to ravno čisto moja specialnost, seveda ni čisto takšna. Ne. Onadva se nikoli nista tako močno razšla, Hribar in Tavčar, kot pa Šuklje in pa Hribar. Mislim, ne nazadnje se nista tožarila po sodiščih. Ne. In sta ohranila neke stike. Ne. Bila sta del istega političnega tabora, Šuklje je potem je kasneje pristopil k Slovenski ljudski stranki, ne. Ni bil tudi njihov nekaj časa deželni glavar. Medtem ko sta Tavčar in pa Hribar ostala nekako v tem narodnjaško-liberalnem taboru, čeprav potem je prihajalo do sodelovanja z različnimi strankarskimi formacijami, zlasti v tem medvojnem obdobju. Ampak iz Hribarjevih spominov se vendarle da razbrati, da seveda je čutil nek antagonizem do Tavčarja oziroma neke zamere. In na trenutke tudi mečken se mi zdi, da ga poskuša mečken prikazati na en ne najlepši način. Zapomnil sem si tisti pogovor, ki naj bi ga imela, zdaj jaz res imela, ali pa
A je res potekal čisto tako, kot je to Hribar opisal, seveda ne bomo vedeli, ne? Ampak Hribar opisuje, ne, da je Tavčar, ko se je začela vojna, ne, že kot župan seveda, ne, da prišel k njemu in mu je rekel, ne, jaz bom zdaj tiho, ne, jaz bom igral tako hinavščino, da se bo svet čudil. Skratka, ne. In jasno, Hribar pa je potem šel v konfinacijo. Ne, in tukaj že vidimo eno razliko. Tavčar ostane, ne, na mestu župana, ima en kup enih patriotičnih govorov v tem smislu, ne samo, ko je Italija vstopila v vojno, ampak tudi seveda že prej. Ne. In tukaj pri Hribarju vidimo neko, lahko bi rekli, zamero. Tudi to, da ga je Tavčar nasledil, seveda na županskem mestu, tega Hribar se mi zdi, no, kolikor jaz tukaj lahko razberem, ni sprejel čisto z veseljem. No, tako. Kar pa se tiče tistih očitkov, ne, okrog Koroške, to je zelo stara zgodba, ki se stalno ponavlja. Jaz se kakšno leto in pol ukvarjam pa ravno s to tematiko, namreč z oskrbo s hrano po prvi svetovni vojni v okviru enega raziskovalnega projekta, ki ga imamo skupaj z kolegi iz Prage, z Masarjevega inštituta. Namreč, zakaj je šlo tukaj? Ne? Tavčar je bil pristojen za oskrbo po razpadu Habsburške monarhije na področju, ki ga naj bi kontrolirala narodna vlada za Slovenijo in Istro. In dejansko imamo v zapisnikih ohranjene te pogovore okrog Koroške in tudi neke ideje o zasedbi Celovca. Ne? In tam se potem pogovarjajo in tudi seveda so bili potem pogovori Tavčar kot pristojen za oskrbo in nekako je poanta, ne, da Celovca ne zasest zato, ker ga ne moramo oskrbovati, ker mi nimamo dovolj hrane niti zato, ker že imamo svoj kakih v Ljubljani, recimo, je bila težava s hrano, ne. Kaj šele, če bi zasedli Celovc, ker pač tega preprosto ne bomo mogli oskrbeti in na nek način si bomo nakopali zamero. Treba je seveda to dati v kontekst tistega časa. Ne. Slovenski politiki večinoma pričakujejo, da bo veljalo to, kar so oni razumeli kot načelo narodne samoodločbe, da bodo te Wilsonovski principi prevladali in da se bo o mejah odločili na mirovni konferenci. In mislili so, da imajo seveda zelo močne argumente za to, da bodo dobili celo Koroško, pa morda še kaj zraven. Zdaj, kako so si oni razlagali nacionalno stanje ali pa identifikacijo ljudi na tistem prostoru, je seveda drugo vprašanje, ker moje so bili zelo optimistični glede tega, ne? Ker recimo statistike glede uporabe jezika in podobnega seveda absolutno kažejo, da Celovc tudi približno nima slovenske večine, nikoli, ne? Takrat pa tudi ne. No, ampak kakorkoli, ne? Ta zgodba je potem velikokrat se pojavljala, ta očitek, ne? Če bi takrat slovenska vojska, ne, te prostovoljci zasedli Celovc, bi ta Celovc in Koroška padla na nek način, to bi dobila Jugoslavija, ne? To bi dobili mi, ne? Ampak ne, Tavčar in drugi so s to svojo prvitnostjo v nasprotju z majstrom v Mariboru to priložnost zapravili. To je zdaj pač modrovanje, kar se mene tiče, modrovanje za nazaj. Ne. V tisti realni situaciji je bilo veliko vprašanje prvič, ali so bili vojaško sploh sposobni zasesti Celovec. Ta ideja o prostovoljcih, ki bi se šli tja boriti, je bila tudi zelo optimistična. Teh prostovoljcev preprosto ni bilo prav zelo veliko. Kasneje je oblast začela izvajati mobilizacijo, pa so se ljudi upirali. Imamo policijske zapisnike, kjer je cel kup ljudi, ki so preprosto odklonili. Jaz sem bral enega, kjer pravi nekdo, ki so ga prišli aretirati, ker se ni odzval v poklicu, da bi se šel boriti na Koroško. Je rekel, jaz sem se boril za Franca Jožefa, boril sem se za Karla, za Petra se pa ne bom. Skratka, dovolj. Ljudje preprosto niso hoteli še v eno vojno. Tako da to je ena stvar. Druga stvar pa so bile dejansko te realne skrbi okrog oskrbe. Situacija jeseni 18, pozimi 18-19, še celotno leto 19, pa začetek leta 20 je bila glede oskrbe dejansko zelo slaba. In te skrbi, ki so jih imeli Tavčar in drugi ministri te narodne vlade, pa tudi nižji uradniki, so bile zelo upravičene. Zdaj, kaj bi se zgodilo, če bi recimo ti prostovoljci ali ta improvizirana vojska dejansko zavzela Celovec, ali bi bilo to pomembno ali ne, tega ne bomo videli nikoli. Ampak realno pa je treba upoštevati te skrbi, ne, da so o tem razmišljali, zato je bila absolutno neka osnova. Ne. In jaz z tega ne bi delal kakšne velike zgodbe okrog Tavčarja, sploh pa ne okrog njegove krivde
za izgubo. No, tukaj ne gre toliko za vojsko, ne, ker vojska je druga stvar. Najbrž Jugoslavija, seveda, ali pa Srbija je že imela vojsko zadosti močno, da bi zasedla celovst, ampak gre za vprašanje oskrbe, ki pa je bilo seveda po vojni izredno pomembno, ne, ker so bili ljudje lačni povsod. In pa, kot Hribar piše, ne, so pač je bilo nekaj teh koroških podjetnikov pripravljenih financirati nakup pšenice v Vojvodini in tudi v Vojvodini je bilo vse dogovorjeno, vendar Tavčar ni zagotovil vagonov, ni hotel dati vagone. In da je bilo to problem, tako kot Hribar piše, ne. Zdaj je to res, ne, tega jaz ne vem. To je, bom tako rekel, Hribarjeva interpretacija celotne situacije. Jaz mislim, da seveda je bil problem oskrbe s hrano po prvi svetovni vojni na področju takrat nastajajoče Jugoslavije bolj kot problem pomanjkanja, absolutnega pomanjkanja, problem logistike in transporta. Hrane je bilo dejansko v Slavoniji, v delih Srbije, v Vojvodini na nek način dovolj. Čeprav jeseni leta 18 ali pa pozimi 18 je bilo to že marsikaj pospravljeno, vojna se je komaj končala, prav velikih zalog ni bilo nikjer. Ampak problem je bil, da tega preprosto ni bilo mogoče pripeljati. In jaz mislim, da ni bil problem v tem, da Tavčar ne bi hotel dati vagonov. Problem je bil v tem, da je bila infrastruktura v veliki meri zaradi vojne uničena oziroma zelo poškodovana, da ti vagoni in vlaki, vemo, že v Avstriji v drugi polovici leta 17 in v začetku leta 18 skoraj da ne vozijo, ker je preprosto manjkalo vsega, in tega ni bilo mogoče rešiti zelo hitro. Jaz tukaj Tavčarju ne bi tega očital. Jaz mislim, da kolikor sem pač jaz gledal te dokumente in res sem jih v zadnjem letu, so si ti ljudje kar prizadevali te probleme rešiti. Situacija se je nekoliko izboljšala po koncu vojne, nazadnje je to bila nekako logična posledica tega, da se je vojna končala, ampak prav hitro jih pa seveda ni bilo mogoče rešiti. Mislim, tukaj nazadnje imamo opravka s tem, z nekimi improviziranim administrativnim aparatom, s pomanjkanjem logistike, s tem, da država je pravzaprav v nastajanju, da je tukaj kup enih antagonizmov, čisto organizacijskih, pa tudi drugačnih. Pravkar imamo pa s tem, da imamo v velikih delih države pravzaprav upor ljudstva, nekdanjih zelenih kadrov, kmetov, ki pravzaprav nočejo nacionalne revolucije, pa hočejo socialno revolucijo, ki razglašajo svoje republike, ki nekateri so imeli inspiracijo iz Rusije, bolševiška revolucija je tukaj pomembna. In to se ne dogaja spet samo na tem prostoru, ampak v velikem delu Evrope, se bomo spomnili na Madžarsko ali pa na München, nekoliko kasneje. Skratka, to je država, ki pravzaprav niti svojega teritorija v resnici kar nekaj mesecev ne kontrolira v celoti. V Slavoniji imamo obsežne regije, ki jih že v času, ko je Habsburška monarhija še obstajala, država ni več kontrolirala, kjer so nastajale ta območja nekega brezvladja oziroma območja, kjer so vladali zeleni kadri, kjer je prihajalo do antisemitskega nasilja, kjer je prihajalo do nasilja proti plemstvu, proti meščanom, proti trgovcem, proti vsem, ki so jih sumili, da so vojni dobičkarji. In to se je vleklo potem še seveda čez celotno jesen in zimo 18-19. Tukaj je šele kasneje pravzaprav srbska vojska, nova jugoslovanska vojska, vzpostavlja do neke mere reda. In v takih razmerah si predstavlja, da bi Tavčar pa kar sam po sebi lahko stvari tako zelo na hitro in enostavno rešil. To je po moje, v glavnem, tako kot ste vi prej interpretacija ga ne krivite. Je nekoliko zelo namerna, bi si jaz Še eno vprašanje imam, kakšen je po vašem mnenju bil ta njegov vpliv prizadevanja za sodelovanje slovanskih narodov, ker to je bil njegov življenjski projekt, da bi čim bolj povezal vse slovanske narode in s tem povečal moč slovanstva. In je tudi, vemo, da je potoval tudi v Rusijo s tem namenom. Ali je dejansko bilo to res eno naivno prizadevanje
posameznika, da bi nekaj naredil na tem področju, ali je vendarle bilo kakšen uspeh na tem področju. Torej, kakšnega zelo velikega, silnega uspeha ali učinkov tukaj gotovo ni bilo. Je pa to stara ideja, ne? Ta ideja o nekem kulturnem panslavizmu, ne v smislu neke enotne države, vse slovanske, ne? Ampak o kulturnem sodelovanju, tudi o neki skupni kulturi in skupnem jeziku včasih, ali pa vsaj enotni pisavi, ne, za te različne slovanske jezike. Dolgo jih pravzaprav slovanski izobraženci razumejo kot dialekte enega slovanskega jezika. Ne. To ni nič novega, ne, in z tega se seveda ni Hribar spomnil. In to je nekaj, kar je pravzaprav neločljivo, kot sem vmes enkrat že omenil, bilo ne samo od slovenstva in jugoslovanstva, ne samo pri Hribarju, ampak praktično pri vseh izobražencih nacionalistih tistega časa. Ne. Oni si seveda slovenstva brez jugoslovanstva v bistvu ne znajo predstavljati in ne znajo si predstavljati slovenstva in jugoslovanstva brez slovanstva. Ne. Za čas pred koncem Prve svetovne vojne, pred nastankom Jugoslavije, to absolutno velja. In tudi kasneje so ti ljudje, ki si začnejo zamišljati slovenstvo ločeno od jugoslovanstva, bili redki. Ne. Ta prelom se v resnici zgodi šele v 80-ih letih 20. stoletja. Prej pa je oboje, če že ne neločljivo povezano, pa vsaj zelo, zelo tesno prepleteno. Ne. Zdaj seveda, to ni bilo eno jugoslovanstvo, kot ni bilo eno slovenstvo. Pojmovanja tega so bila zelo različna pri različnih posameznikih, imeli tudi prav, ne. Hribar se razglasi za jugoslovanskega nacionalista, ampak njegov jugoslovanski nacionalizem ni jugoslovanski integralizem, je drugačen od jugoslovanskega nacionalizma koga drugega. Ne. Ampak slovanski element pa je tudi vedno zraven. Melik je v eni svojih študiji napisal približno tako, ne, ko je govoril o odnosu Slovencev do Habsburške monarhije. Ne. Rekel je, nekako sprejemali so jo kot danost, ob tem pa so sanjali o drugih rešitvah. Ne. In te rešitve so šle nekako v jugoslovansko in vse slovansko smer. Mnogi so si predstavljali, da nekoč v neki prihodnosti, relativno oddaljeni prihodnosti, ne, bodo ti Slovani živeli nekako skupaj, imeli en jezik, eno kulturo. Ne. Čisto konkretnih korakov v to smer pa v resnici v glavnem niso delali. Ne. Seveda imamo Matija Marija, ki piše vse slovansko slovnico, pa še koga drugega, ne samo pri Slovencih. Ne. Teh idej je bilo veliko in marsikaj je nastalo, ampak nekako v mentalnem ozadju je pa ta ideja vse skozi prisotna. Hribar v tem smislu ni kakšna posebna izjema, je pa res, da je pri njemu to bolj mogoče javno izraženo, ne, in da je to bolj poganja njegove konkretne aktivnosti. On organizira te slovanske časnikarske kongrese, kot sem rekel, navezuje različne stike, ne, je del tega neoslavističnega gibanja, ne, kar seveda je bolj tudi pripomoglo k temu, ali pa pokrivo za to, da je končal v času Prve svetovne vojne v konfinaciji. Je to pri njemu, lahko rečemo, na nek način bolj izraženo, prisotno je to tako rekoč pri vseh z zelo redkimi izjemami. No, on se je nedvomno zelo boril proti Germanom. Kakor sem jaz razumel te njegove spomine, je on celo hotel navdušiti Ruse za neko politično patronatstvo nad tem področjem. Pri čemer ni naletel prav na zelo velike odzive tudi pri Rusih. Vemo iz zgodovine, da kasneje je prišlo z tem sevom in z kontrolo Rusov po drugi svetovni vojni, je prišlo do te politične kontrole tega področja in tudi vemo, kako se je potem to končalo. Ampak v osnovi je bila njegova ideja, da bi nekje se vzpostavilo neko veliko sodelovanje teh slovanskih narodov nasproti germanskim, ki pa so pač vsaj v tistem času še precej ogrožali, tudi na našem področju. Tudi vemo zadevo z tablicama, še v času njegovega življenja so bile tablice v Ljubljani, so bile z nemškimi oznakami,
Tako da, Bile so dvojezične, kasneje so bile, ampak najprej so bile pa čisto nemške. Ne. Ja, zato, Še v času njegovega življenja. Ne. Se je pa že to spremenilo tudi z njegovimi prizadevanjem. Ne. Pa še ena stvar je treba nedvomno mu priznati, ne, ustanovitev ljubljanske mestne hranilnice. In to, jaz sem po stroki ekonomist, ne, to še vedno mislim, da je to osnova kakršnekoli samostojnosti naroda. Ne. In tukaj mu jaz dam zelo prav. On je postavil, je sam ugotovil, da temelje, gospodarske temelje je treba narodu postaviti. Če ni narod gospodarsko samostojen, potem najbrž tudi sicer neke samostojnosti nima. In v tej luči je tudi naša sedanja samostojnost v Evropski uniji, se lahko vprašamo, kakšna je. Toliko velika, kakor imamo mi ekonomsko moč. Toliko imamo mi tudi zdaj samostojnost. No, mene glede tega več posebej ne skrbi. Jaz mislim, da v Evropski uniji nam gre kar dobro. Ja, Vsem Evropejcem. Imamo jezik, ne, to je super, ampak ne, kakšna imamo pa moč, imamo pa v bistvu še manjšo, kot smo imeli v jugi. No, ne vem, če to drži. Jaz mislim, da se s tem ne bi čisto strinjal, ampak to je že res čisto druga debata in debata, za katero jaz pravzaprav niti nisem posebej dobro usposobljen. Seveda. Jaz sem sicer 2 leta študiral ekonomijo, ampak ne prav zelo uspešno, tako da mogoče tega niti ne bi posebej razglašal. Se mi zdi, da smo tudi z vprašanji kar izčrpali današnjega predavatelja. Debata je bila zelo zanimiva, predavanje izvrstno, tako da se vam res iskreno zahvaljujem. In seveda tudi vam, ki ste danes prišli na Matico in se tako rekoč poklonili in našemu nekdanjemu županu Hribarju in našemu predavatelju. Hvala lepa.